A ste vedeli, da si lektorica z dolenjsko-gorenjskimi koreninami asimilirana na mesto pod Pohorjem, v svoji kuhinji lahko na glas zaželi zeleno solato z jajčko in fižolo? Sem že v službi knjižnega jezika. In tu seveda besedila urejam tako, da na zeleno solato damo fižol in jajce. Slovnična kategorija spola ni zabavna le, kadar spoznavamo narečne posebnosti, ampak tudi zanimiva, kadar pogovorni izraz, ki smo ga bolj vajeni, primerjamo s knjižnim izrazom. Primer za to so piščančje prsi. V pogovornem jeziku zagotovo pogostejše v srednjem spolu kot piščančja prsa, v knjižnem jeziku pa bolj pravilna piščančje prsi. Enako je z rebri. Telečje rebre v pogovornem jeziku in telečja rebra v knjižnem jeziku. Kategorija spola pa je lahko tudi pomensko razlikovalna. Primer za to je samostalnik karamel oziroma karamela. Karamel, samostalnik moškega spola, pomeni žgani sladkor, karamela pa v samostalniku ženskega spola bonbon, narejen iz takega sladkorja. Morda ste opazili, da v slovenščini obstajata dve besedi za eno vrsto ribe, tun in tuna. Obe sta izposojenki iz hrvaščine in v slovenščini povsem enakovredni dvojnici. Kako pa sklanjamo imena in priimke? Jezikovno pravilo je jasno. Pri moških sklanjamo ime in priimek, pri ženskah pa le ime. Tako nagrado podelimo Goranu Ciglerju in Veroniki Cigler. Pri dvojnih imenih pa je takole. Če je dvojno ime enobesedno, sklanjamo le zadnji del besede, torej končaj. Če pa je dvojno ime sestavljeno iz dveh besed, sklanjamo vsako sestavino posebej. Primer. Če je Anamarija ime v eni besedi, potem gremo k Anamariji. Če pa je Anamarija dvojno ime z dvema sestavinama, darilo podarimo Ani Mariji. Vidite, kako se nam jezikovni vozli odpirajo drug za drugim. Začnemo pri slovničnem spolu in danes končamo pri imenih. Nasvidenje do prihodnjič!